Glede na to, da gre za planinski dom na višini skoraj 1400 metrov, je nekaj specifičnih lastnosti, ki jih je bilo treba upoštevati, kar se tiče vremena in nekih danosti, kar se tiče plazov, kar se tiče vetra, kar se tiče snega. Ampak ni pa nekaj tak, bom rekel, prav ekstremno težko, kolikor je izredno težko logistično en tak dom dejansko postaviti. Sam odziv na tole akcijo, ko smo jo sprožili dele za betonirane plošče, je res izjemen. Vse smo se trudili že od vsega začetka, da bi to omejili vsaj na 50 ljudi, ampak ni šlo, ker je enostavno ne moreš pa ljudje, ko pridejo gor, da jih boš pač zavrnil. Zdaj sama logistika je pa tako, da pač večina stvari, kar je, bom rekel, manjših stvari, smo skušali spraviti gor z tovorno žičnico, kar so pa težke zadeve, kot so gradbena mehanizacija, cement in, bom rekel, druga težka gradbeni material, pa smo zvozili to s helikopterjem. Najzahtevnejša je logistika. Treba je pripraviti vse osnovne materiale, bom rekel, od agregatov za betonažo, izmelišč. Potem logistika, kot že skozi govorimo, je helikopterska, zdaj to našo žičnico, ki jo imamo. In bom rekel, tu so količine zelo, bom rekel, omejene, kar se tiče dovoza. Nova podoba doma bo praktično koča, ki je malo bolj sodobnega izgleda, čeprav sama notranjost pa to bo, restauracija bo večja, kot je bila prej. Tudi sobe bojo malenkost bolj komfortne, glede na to, da pač imamo dosti bolj zahtevne goste, ko so bili pred leti. Bo pa tudi poskrbljeno, pa je res za prave planince še vedno. V bistvu meni je bil Krešelj vedno eno tako izhodišče oziroma prostor, kjer sem jaz začel svoje prve alpinistične korake. In kot tak ga imam ohranjenega pač v enem posebnem spominu. Glede na to, da sem tudi tlele gor splezal svojo prvo alpinistično smer, recimo. In to je ena taka destinacija, kjer je bilo redno vsak vikend, leto za letom, kjer smo pač dobili one osnove plezanja, alpinizma, smučanja, vsega skupaj. In pač naše planinsko društvo in alpinistični odsek je to vedno imel kot neko bazo. Kako se jaz spomnim, so v starih časih mešali, bom rekel, beton kar lepo v šajtrgih, ali pa celo kar na tleh. Zdaj, v teh cajtih, hvala Bogu, je šel svet naprej in skušamo čim več na teh koncih narediti z mehanizacijo. Je pa res, da pač brez človeka tudi ne gre. Nekdo pač mora tudi vzeti lopato v roke in pač zmetati noter v mešalec. Takale plošča bi bila v parih urah narejena, zdaj smo pa po 8 urah dela, še nismo na polovici. Pa je okoli 50 ljudi. Na koncu so to neki naši kraji, kjer se počutimo najboljši. In sigurno, da pač hočeš, da je tam lepo. Že tako lahko ti je lepo, ker si v gorah, ampak to je tak nek tvoj drugi dom in potem to malo drugače jemlješ, ko pa ko gre enkrat na let v hribe, pa potem nazaj domov. Pač več časa preživiš v gorah, bolj jih ceniš, pa bolj se z njimi povežeš. In sigurno, da imajo eno posebno mesto v vsakem človeku, ki je veliko časa preživi tam. Starši so me pač vpeljali v hribe že v mladih letih. Glede na to, da je Logarska blizu Celjske, je bila kar ena tistih bolj rednih destinacij in s tem je bil Krešelj tudi nekaj takega, kar smo že od otroštva gor hodili. Tako da, glede na to, da je dom, kjer smo bili zelo velikokrat, pogorel,
tudi pol, šele kasneje se začne zavedati, ko res prije do tega, da je bila neka katastrofa, če lahko tako rečemo, ne, da dejansko ugotoviš, da si neko pa le bil navezan na neki, kjer si bil v mladih letih večkrat, pa pol tudi no, na stara leta, če se tako vzamejo, ne. V tem trenutku bi se zelo rad zahvalil vsem našim sponzorjem in donatorjem, ki ste nam pomagali do sedaj in ki nam boste še pomagali, ker pač vse, kar delamo tukaj, delamo prostovoljno, od tega nimamo nič. Dejansko gradimo planinski dom za nas, planince, pohodnike, alpiniste, gorske reševalce, turne smučarje in tudi turiste. Ja, imeli bomo še letos vsaj eno tako malo večjo delovno akcijo za del druge plošče, ki pride, ne. Pa še vedno bo tudi pri samem spravilu materijala na Okrešelj, pa to bo treba kakšne prostovoljce, tako da so vsi dobrodošli, ko še pride, ne. Pa že vnaprej hvala vsem, ko se bodo temu odzvali.